Kolesarska pot Eurovelo 9 je evropska povezava, ki teče od Gdanska na severu Poljske, pa vse dol do Pule na jugu Istre. Dolga je približno 2000 km in danes bom jaz prevozil približno 5% te razdalje. Živjo, en prav lep kolesarski pozdrav. Smo na začetku julija in tukaj je prav eno tako lepo sončno vreme, vmes malo oblačnosti in vetra. Ob 8 dopoldan je pa pokazalo 21 stopinj Celzija, ampak čez dan ne bo šlo več kot 24. Nahajam se namreč v bližini mesta Brno in zdaj kolesarim po tej Eurovelo 9 povezavi v smeri proti Dunaju. Jaz si danes obetam, da bom po tej poti prevozil kakšnih 100 km. Koliko točno in kje vse sem se vozil, boste pa videli, če boste pogledali dol v opis videa, kjer bom pustil link od svoje Strave. Tej kolesarski poti Eurovelo 9 rečejo tudi Baltik Adriatic ali pa jantarna pot, zato ker so včasih jantar, ki so ga pridobivali na Baltiku, spravljali in prodajali dol v Sredozemlje. Poti ni težko slediti, ker je označena s takimi rumenimi puščicami, na katerih je evropska številka 9. Ne vem, če je tudi kje v Sloveniji ta označba. Jaz jo nisem še opazil, ker na njo nisem bil pozoren. Mogoče pa jo je kdo od vas že videl in v glavnem to je to. Občasno so ob poti tudi taka počivališča. Sem in tja se pa potem pelješ tudi skozi kakšno naselje, kjer dobiš lahko vodni vir ali pa kaj za pregrizniti. Vse podatke o tej poti, vključno z GPX-om, je možno dobiti na spletni strani Eurovelo 9. Moram pa reči, da ta proga ni zgrajena v celoti. Samo Avstrija je naredila komplet kolesarsko povezavo. Češka ima tale del od Brna proti Dunaju dol. Večinoma ostale države se pa moraš voziti kar po navadnih cestah. Zato sem se jaz tudi odločil, da izkoristim tole opcijo tukaj, ker sem pač lih na Češkem na dopustu in bi bilo škoda, da ne bi šel po njej, če sem tle zraven. Zadnja leta hodimo samo take destinacije, kjer v juliju čez dan temperatura ne preseže 25 stopinj Celzija. Čeprav moram povedati, da tudi tukaj zadnje dni junija je bil tisti nori vročinski val s temperaturami skoraj do 40 stopinj Celzija. Ljudje tukaj niso navajeni temperatur preko 30 stopinj Celzija in po večini nimajo niti klimatskih naprav, zato ker jih pač nikoli ne rabijo. V glavnem tiste dni se je po Brnu vozila komunala s kamioni in škropila ljudi, da so se lahko vsaj malo pohladili v taki vročini. Zelo, zelo lepa je tale kolesarska pot in zato sem si jo tudi izbral za današnji video, ker prejšnje dni sem se vozil tam v okolici Brna, levo, desno, vse smeri sem malo probal, ampak ceste niso povsod zelo lepe. Glej to, kakšna polja sončnic, ful dobro, res lepo, nekaj reči.
Ja, tle na Češkem sem res prevozil kar nekaj slabih cest. Praktično vsak dan na vsakem krogu sem naletel na kakšen odsek, ki je bil prav obupen. Namesto, da bi popravili cel pas, samo neki flikajo, flika na fliko. V glavnem sem tudi na Instagram objavil eno fotko, da je na cesti več lukenj, kakor izgovorov, zakaj bi obrnil. So pa drugač Čehi kar kolesarski narod, vozniki praviloma zelo lepo, uvidevno in na široko prehitevajo. Viš, tako dobiš pa v poti kakšen vodni vir, tako so strateško razporejeni tle po teh naseljih. Super, super zadeva. Na tej relaciji Brno-Dunaj ta kolesarska pot večinoma časa teče ob reki in je zelo, zelo ravninska. Zdaj tukaj imam 40 km narejenih in samo 115 višincev, praktično ravna kot palačinka. Za razliko od te poti so pa bile moje ostale vožnje v okolici Brna dosti bolj razgibane in če sem šel 50 km, sem z lahkoto naredil 500 višincev, brez da bi posebej iskal kakšne vzpone. Je teren tak valovit skozi gor in gor, te velike planjave, poljane, ne vem kako bi rekel, taki podolgovati hribi in se non-stop nekaj vzpenjaš. Zdaj pa vidim na navigaciji, da sem prišel do nekega jezera. Jezero je sicer skrito tukaj levo za drevesi. Mogoče vam ga uspem pokazati, če se kje malo krošnje razrečijo. Res zelo, zelo, zelo lepo. Moram samo pohvaliti, nimam praktično ene same pripombe. Tukaj se je zdaj pa kar odprlo, je res precej veliko to jezero in se spomnim, ko sem gledal na Airbnb apartmaje in sem najdel enega tukaj ob jezeru, je hotel imeti za en teden 22 000 evrov. Po sem rekel ženi, brez veze, preblizu vode je. Evo, lejko piha. In pa fantje tle lovijo ribe. Moram paziti, da se ne zapnem kje v kakšen trnk. In zdaj pa še čez laguno, ko v Gradežu. Fenomenalno lepo. In pa ta fenomenalna temperatura, 22 stopinj Celzija. Super. Zdaj pa vidim pred mano, da so ob kolesarski poti tudi drevesa in kjer so drevesa, so zmeraj na tleh tudi palčke, da naredim prav na hitro eno fotko svoje specialke. Kar piha, tako da moram paziti, da mi ga ne zvrne. Ok, šibam naprej. In tle se lepo vidi, da je Moravska tudi dežela vina. Sem ga probal kakšen kozarc in je zelo, zelo okusno. Sem pa poskusil tudi par čeških piv in lih tako lahko rečem, zelo okusno. Res je zelo lepo in realno se tudi dobro počutim, tako da bi komot šel do Dunaja.
Tale trasa Brno-Dunaj je skupaj dolga 167 km, kar bi se dalo prevoziti. Samo se mi nekako ni zdelo smiselno, da se žena vozi na Dunaj z avtom in da se midva potem tam v tistem kaosu iščeva. To bi bilo pa too much. Se bom rajši dobila nekje na češko-avstrijski meji, v kakšnem manjšem kraju, brez problema parkirala, pojedla kakšno kosilce in se imela lepo. Ja, sem videl na Stravi, da zna biti kakšen košček te poti tudi makadamski, ampak res samo košček, par 100 metrov. Vidim že od tukaj, da bom tik-tak spet na asfaltu. Evo, zdaj tukaj skozi to naselje sem naletel na en tak kos te zaflikane ceste, ko sem prej omenil, da ne boste rekli, da sem se izmišljeval. Vam pokažem, kakšna je. In ja, dejansko vsak dan sem naletel na kakšno tako. Tale je neka srednja reč, sem naletel tudi še na kakšne slabše. Zelo, zelo spokojno je tukaj, prazne ceste, samo v bližini naselij sem srečal kakšne kolesarje, če ne sem pa v glavnem sam. In še ta bočni veter lepo poskrbi, da mi ni najbolj dolg čas. Prav čarobno je v tem gozdičku. Pa še en čaroben gozdiček. A sem že povedal, kako je lepo? V glavnem super. Tle, ko je taka ravnina, malo pogledam maile, plačam kakšno položnico, odgovorim na par SMS sporočil. Tako, kot je tle ravna in prazna cestica, bi lahko rešil še kakšen sudoku vmes. Kako hitro minejo kilometri, kadar je lepo. Zdaj sem videl na števcu, da sem jih naredil že 72, na tej poti pa samo 270 višincev, ker je res, res, res ravna. Ja, tle pa zdaj je mal slabši odsek te kolesarske poti. Upam, da ni prav dosti tega razsudga asfalta, pa bom že preživel tudi to. Malo bolj počasi grem, pa je rešeno. Ja, tudi tako se zgodi, lej. Še je dobro, da je na fajno osvetljenem vzponu, ne pa v kakšnem senčnem spustu, ker če v tako jamo naletiš, te res samo razsuje. Pred mano pa ena večja težava, cesta zaprta, v daljavi vidim stroje, da na novo polagajo asfalt. In zdaj je tu problem. Tle sem srednji česar, ne vem, kam bi mogel iti vse nazaj, da bi prišel na neko drugo pot, tako da sem se odločil, da grem naprej po tem novem asfaltu. In mimo tistih strojev bom šel pač okrog peš po tem polju, po pšenici. Super, ki je čist novo, ne? To je prav na sveže ta asfalt. Lej bom videl, ko prijem do delavcev, na nek način moram iti mimo, ker če ne vem kam. Nič ne so bili videti jezni, so pokazali, da grem lahko mimo. Zdaj grem tle par strani, ker ne vem, koliko je ta asfalt nov in premazan s kakšnim katranom,
da to ne dobim gor na kolo. Upam, da bom kmalu na drugi strani tega gradbišča. Evo, lej, dobro sem se rešil, ker si res ne predstavljam, kam bi jaz šel kilometre nazaj po tistem razdrapanem asfaltu in potem nekje po glavnih cestah okrog. Dobro sem naredil, dobro. Tudi sem pogledal kolo, gume in pa od spodaj okvir. Vse je ok, nobenega katrana, nobenih tistih mastnih črnih drobcev gor na kolesu, tako da super. Wow, kaj vse človek odkrije po poti. Tudi tukaj sem na Google Maps prebral, da je kolonada Rejstna. Gre pa za obeležje v spomin na preminule vojake iz časa Napoleonovih vojn. Tukaj je zdaj en malo daljši makadamski odsek, ampak je zelo lep makadam, tak utrjen, gladek, da se da lepo peljati, tudi s specialko. Imam pa že 90 km, tako da tudi če bi bilo do konca proge taka pot več kot 10 km, ne bom več vozil. Ja, tu pa je en mal daljši makadamski odsek. Je že kar kakšne 2 km, samo kaj pa zdaj jaz tle vidim? Neki spomenik ali kaj pa vem, kaj je ta struktura tle. Bom prav pogledal. Na Google Maps piše, da je spomenik zgodovinskega pomena, imenuje se pa Dianin hram. Zelo lep, sem naredil fotko, zdaj grem pa naprej. No, pa je bilo tudi vredno, da sem se peljal po tem makadamu, da sem videl en tak lep spomenik. Zelo zanimivo območje s temi spomeniki, ampak sem pa resnično prepričan, da do Breclava ne bom več videl asfalta. Ok, po dobrih 5 kilometrih spet asfalt. Sem kar tuhtal proti koncu, če bo kakšen gumi defekt, ker to bi bilo pa res nerodno, ker tle žena z avtom ne more priti po mene. Ne vem, koliko kilometrov bi jaz pešačal ven z tega gozda. Tako da zdaj super, če bo tle naprej asfalt, podpišem, da je bilo v redu. In pa spet makadamček, tak zelo gladek, dober. Zdaj pa mislim, da je konc tistih makadamov. Imam približno 100 km in samo še počakam, da pride naslednje naselje. Tej zadnji kilometri so prav čarobni skozi te skrivnostne gozdove. Evo, tukaj je Breclav in tukaj tudi vidim, da me čaka žena. Hojla, jaz imam 106 km. Tole čudovito vožnjo bom zaključil tukaj v tej pizzeriji ob pici in solati. Tudi vam želim varno vožnjo, čim več lepih kilometrov. Hvala vam za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau.